Tako je bilo. 1996. leta sem šla enkrat na socialno skrbstvo, tja v Mariboru, v Dvoršakovo ulico, in tam je bil en socialni delavec, pa mi je rekel: Kristina, zdaj pa takoj k vratarju, vzamite vlogo, da napišete vlogo, vi ste upravičeni do te odškodnine, in sem ga ubogala, pa sem to vložila za pridobitev tega, ne. Ker on je po službeni dolžnosti bil prej enkrat pri nas v Rošpohu, pa je me vprašal, odkot izvirajo moji starši, ne. Pa sem mu povedala, mama je umrla že, očeta pa nisem poznala, kak je bilo v vojnem času, ne. In zato je on takrat pač rekel, da ne si to urejam, ne. No, in ko sem vložila tisto prošnjo, je potem, čez nekaj časa sem dobila vabilo in je tista uradnica rekla, da pač to me povabila na razgovor, da to ne bo tako hitro končano, zato ker je bil moj oče po rodu Poljak. Da država mora najprej za Jugoslavijo urediti te zadeve, ne? Za Jugoslavijo najprej, potem pa bom jaz prišla na vrsto. In pač tako mi je približno povedala, da bom mogla 10 let čakati, ne? Prej, ko bo to rešeno. Jaz pa sem rekla, tako dolgo tako ne bom živela, da bom 10 let čakala. In sem vso dokumentacijo, vse, kaj sem pač takrat si prenesla naprej, sem vse lepo pospravila. In vse, kaj z tega, tako ne bo nič, ne? In sem bolj pospravila, sem pa takrat, v tistem času pa sem hodila na študence štrikati na ročnodelski krožek, ne? Tam pa je bila ena gospa, moje mame, najboljša prijateljica. Pa seveda, vse veste, kak je, če kam tak prideš, pa se pogovarjaš, ne? In sem mi povedala, pisala se je Jamšek Alojzija, Lojska, Lojska smo jo klicali, Lojzika. In je rekla, veš kaj, je rekla, ne smeš obupati, tudi če so ti rekli na uradu, da boš morala 10 let čakati, ne smeš obupati, vztrajaj, če boš pa kaj rabila, ti bom pa jaz šla za pričo. Jaz sem rekla, joj, sem rekla, res, Lojzika, boste mi šli za pričo, pa vse vam dam, kaj hočete, samo da pa bomo štrikale, pa se veselile, pa to ne. No, in potem je bila še pa tam, so bile na tistem krožku še tudi druge starejše gospe, ki so bile tudi same izseljene, družine so jim izselili, pa dol v Srbijo, ne. Pa tudi tista gospa mi je dala, me potolažila, pa je rekla, nič ne obupaj, mi smo to skozi dali in jaz sem tudi zdaj vložila, ona je takrat že imela skoraj rešeno, je rekla, samo lepo potrpi, ko bo prišel tisti čas, zdaj je to država začela pač urejati in boš dobila, boš videla, da boš, samo ne smeš upanja, ne smeš puške vreč v koruzo, ne, kako se reče to po domače. No in te pa smo tak sem pa tja, tam sem imela tolažbo in med tistim časom, no bom drugič slike prinesla pokazati, smo se lepo razumele, bilo nas je skoraj 30 žensk, ki smo štrikale in smo se pogovarjale vse sorte in ta Lojska je tudi nič ni skrivala, tako pač je bilo življenje, je vse sorte pripovedovala in je tudi rekla, veš, mami sem dosti krat rekla, mojo mamo je klicala Lenčka, ne, pa rekla, Lenčka, gremo v Partizane, pač tako, gremo, za hec, tam gori bojo zdaj na Urbani. In so šle, in takrat je moj oče že bil pri moji mami. So šli v Partizane, gor na Urbano so bili Nemci
tak čez Urban je pa ena hiša, taka lepa, dolga hiša, ena lepa domačija, tam so se pa, tisti so se pisali Hauptmann in tisti domačiji pa so bili partizani. Tam, ko je pa Cerkvica gori, tam so pa bili Nemci. In takrat, ko so šli za moj oče, pa Lojska, pa moja mama so šli pred Veliko nočjo, tako se je reklo včasih hamstrat, če razumete, da so nabrali, moja mama še je imela rauchkarte od Nemčije, ni pa pri hiši nihče kadil, pa so za tiste rauchkarte so kmetje dali hrano, za hrano, pa je bilo hudo časa, za časa vojne je bilo hudo za hrano, te pa je mama pobrala neke oblek, pa tiste rauchkarte, pa tistim kmetom nesla, tam so bili partizani in je rekla, veš, pa tudi ta Lojska, tudi moja, dosti po pripovedovanju moje mame, in tudi ta Lojska je rekla, veš, kak smo tisto noč pri Hauptmanni, pri partizanih dobro jedli pa pili, peli slovenske pesmi, bilo je pred Veliko nočjo, pa velikonočne pesmi, rekla, vse smo pomešali. Samo to pa je tudi moja mama dostikrat rekla, moj oče pa je moral uro dati partizanom, zato da, če hoče, da preživimo, uro je moral dati, Pa rekel, kaj ne bo za tisto uro, In je mama to dostikrat pripovedovala, kako so takrat tisto noč dobro jedli, pa pili, pa se veselili. Če pa ne bi takrat bili tisto večer, tisto noč pri tistih Hauptmannovih, pa bi jih Nemci postrelili. Ja, jih ne bi bilo mene, ne bi bilo mame, ne bi bilo mojega očeta in Lojske. Ja, oni so že vedeli, Tako da sem v prvi vrsti. In to sem komaj lansko leto še hčerki pokazala, komaj lansko leto sem šla to hišo iskat, sem htela iskat, kje je, in sem slikala. Tako da sem bila to, je bila čisto zadnja točka, zelo zadovoljna, da sem to odkrila. Ja. Kako pa je bila očetova pot, da je iz Poljske prispel v Slovenijo? Po kakšni poti? Ja, to pa je bilo tako. Najprej so bili v Rusiji. Bilo je 38 Poljakov, tudi nekaj žensk je bilo. V Rusiji je bilo rečeno, da bojo jih tam postrelili. Zato so se pa slikali v Rusiji in so mislili, da bojo poslali te slike svojim družinam domov na Poljsko. Potem pa je prišla sprememba, da jih ne bodo tam v Rusiji postrelili, da bojo jih rajši, in so jih potem od tam preselili v Jugoslavijo, tu v Maribor. 38 Poljakov je bilo, nekaj je bilo tudi žensk, ampak žal tisto sliko, ko so bile tudi Poljakinje, tisto sliko sem izgubila. Ono od očeta pa še imam. In tam je potem bilo rečeno, da v Rusiji jih ne bojo postrelili, in so jih potem v Jugoslavijo sem v Maribor, v Melje pripeljali sem v to taborišče. Od tu so pa morali nekaj časa so hodili, jaz bom tako povedala čisto kak se je reklo takrat, morali iti v Luftwerk Fabrik. To je tovarna, sedanja tovarna avtomobilov. Luftwerk Fabrik, to je bilo, ko je Hitler to tovarno imel, in ti delavci, tudi moja mama je morala na prisilno delo, ampak nista vedela drug za drugega, In od tu, potem nekaj časa so hodili v to Luftwerk Fabrik, potem pa so jih iz tega melskega taborišča preselili teh 38 Poljakov na Studence,
moj rojstni kraj, na študence v sedanjo šolo Janka Padežnika. In tu so bili v kletnih prostorih. Tam sem jaz imela potem mojo krstno botro. To je zelo žalostno, zelo hudo. Krstno botro, ki mi je šla za botro. In ko sem zdaj želela, najprej sem na njo pomislila, so vsi rekli, ja, idi, ona bo ti lahko največ pomagala, ker je ona imela, je bila šola in ona imela ključe od cele šole. No in od tu, ko so bili pa teh 38 Poljakov v tej šoli, Janko Padežnik, v kletnih prostorih so bili, od tam so pa hodili v tovarno železniških vozil Boris Kidrič delat, tudi ženske. Zdaj tam lepo piše, ne, tu boste potem čitali. Je pa tudi, so mimo hodili, mimo hiše moje mame, in ker so bili lačni, zamazani, raztrgani, kak je pač bilo v tistih vojnih razmerah, ne, kak je bilo hudo, pa so si potem moški šli poiskali ženske, da bi jih oprale, zašile, kaj skuhale, ker so bili lačni. Tako je oče našel mojo mamo, en Jure pa je našel sosedovo Jožico. Tako smo zmeraj rekli, ne, sosedovo Jožico. In v tistem času, seveda moja mama, pač kakšna je bila moja mama, dostikrat mi je to ogromno, dostikrat pripovedovala, kak je bilo, da so bili Poljaki pošteni ljudje. In še od kraja, ko še ta Jure ni poznal Jožice, so vsi, mi smo pa tam stanovali na Studencih, je bilo 13 stopnic na podstrešnem stanovanju, je moja mamica stanovala. Ne morem. Je dostikrat pripovedovala, da so na vsaki stopnici je klečal en Poljak, pa je s povzdignjenimi rokami prosil: Pani, molim hleba. Pani je gospa, ne, mojo mamo so prosili: Pani, molim hleba. Ker so bili lažni. Je rekla, tako pošteni so bili, vse sem odprto lahko pustila, tistih par prstanov, pa denar, pa vse. Nihče se ničesar ni dotaknil. So bili pošteni. In mama moja tako je bila usmiljena. Je pač šla kmetom, pa je naprosila moko, pa kaj vse. Pa je spekla kruh, pa razdelila. In tako se je potem počasi rodila ljubezen. Moj oče je ostal pri mami od septembra 44. leta do maja meseca. Jure je pa našel Jožico kar čez cesto. V tistem času, ko sta moja mama pa moj oče živela 8 mesecev skupaj, seveda je moja mama zanosila. In je dostikrat pripovedovala, kak je bilo lepo, no, ko so šli tu k temu kmetu Hauptmannu, je bilo že v tistem času, ko je ata živel pri mami. Pa kadar je bilo, ko so Maribor bombardirali, je bil tam ob Dravi, doli še zdaj je bil en bunkar. To je tudi mama dostikrat pripovedovala. Je bil en bunkar in kadar so mogli leteti v tisti bunkar, je se zgodilo, da je moj oče narobe hlače oblekel. To je dostikrat pravila. Je rekla, veš, pa ga je pritisnilo, da bi mogel iti lulat na njo. To je dostikrat pravila. Je rekla, pa ko so bombardirali, pa so leteli na vse konce, pa so na vsaki drugi čevlj obuli, pa vse tako. Sem poslikala tisti bunker.
Še je bilo v tistem času. Pa hodili so Vurbek Martin, to je izven Maribora, so hodili tudi Hamstra, če naprej ne, tako da so si hrano prinesli. No in potem 8 mesecev je mama sta živela skupaj, občasno je šel tja v toto taborišče, v šolo, oče, pa tudi Jure, včasih sta šla tja. Ali nažalost, tisto noč od 9. na 10. maj, pa če bi moj oče vedel, da je zadnjič bil takrat pri mami, bi najbrž ostal. Ostali, tisti, ki so bili v taborišču, pač ki so bili v šoli, samo Jure je tisto noč mu bilo usojeno, to sva se z njegovo ženo dostikrat pogovarjale. Mi je tudi za pričo šla, je rekla, veš, Kristika, je že moglo tako biti. Ne da se sekiraj, mama je lepo za tebe skrbela. In tisti Jure je šel tisto noč k tej Jožici in on je preživel. Ostale pa so tisto od 9. na 10. maj, pa so jih pobasali na tovornjak, baje zveninsko pretepli in v Radvanju pobili. Tam je spomenik. Kdo jih je odpeljal? Mi smo imeli, no ta zgodba zdaj še ne sem pozabila, malo sem pozabila povedati. Takrat, ko so šli k temu kmetu Hauptmann, ne, mama, oče pa Lojzka, ko so šli k temu kmetu, ko so bili partizani in potem od takrat je izviralo. Ko so prišli pa nazaj, pa je moja mama pozdravila slovensko dober dan. Mogoče so malo bili kaj spili, pa so bili dobre volje. Pa je rekla, dober dan. V hiši, v tej moji rojstni hiši na Studencih, Ciril Metodova ulica 8, pa smo imeli na vrhu kulturbundovca. Spodaj pa je bil gospodar S.Esovec. In ker je moja mama rekla, dober dan, je rekel, kak se pa reče, ne, se kak so pozdravljali takrat Heil Hitler, kak ne. Je rekla, veš kaj, Rudl, kak mu je bilo ime, jaz se bom pogovarjala tako, kak bo meni pasalo, ne, ti meni ne boš komandiral. In tisti dan jih je zapisal vse 3, mojo mamo, očeta pa VDH. Tisti dan, ker so pozdravili slovensko. In od takrat naprej se je potem ta zgodba bila to, ne. Samo je se pa, hvala Bogu, kak bi rekla, zgodilo, no, mojega očeta so itak 9. in na 10. tisti noči pobili, ne. Katerega meseca ste se rodili? 29.12.45. Ja. Oče je prišel 44. septembra k mami, septembra 44. in je bil v tej domaja, ko so jih pobili, ne bil pri mami. Ker sta skupaj živela. Ja, mama je strašno jokala. Mama je strašno jokala, potem sta se s to Pepco, ker je njen mož bil v kulturbundi, stalno sta se kregale, nemško, slovensko sta se kregale, non-stop sta se kregale, ker ja, ti si kriva, ti si mi pač dala, ne, ampak to mi je ena novinarka iz Uprave Večera svetovala, da naj grem na univerzitetno knjižnico, tam imam doma, vam lahko prinesem, so vsi ti vojni zločinci, Niedersteiriše, spodnja Štajerska, ne, so vsi notri navedeni do podrobnosti, rojstni podatki, vse, in moja mama je šla, vidite, kak se to spremeni. Te je dal njen mož od te, one soseda, smo tudi rekli, teta Pepi,
je dal mamo dal zapisati, potem ko so pa njenega moža v Mariboru dali postreliti vse te zločince, ne, te pa je rekla, ljuba Lenika, poj sebo, jaz bom umrla, tako sem žalostna, ne, te pa je sebo šla, ne, pa še te pol, vse so se potem polagoma spori zgladili, ne, pa sta te pač pol, si te nekak drugi odpustile, ne, samo vidite, kaj je vojna prinesla, ne. Se vam zdi, da je bil pri uboju teh Poljakov še kakšen drugi motiv, poleg tega, da je mama po slovensko govorila? Ne, po mojem ne. On se je to maščeval, jaz ga sicer njega nisem poznala, ženo pa sem poznala. Ja. Ne bi rekla, da še bi kaj drugega bilo. Veste kaj? Zdaj, ko sem to raziskovala, sem vrtala in je bil celo tam, je bil na Studencih, eden se pisal Kolnik, ki je imel konje in on je po noči, ki so te pobili, ne samo te Poljake, je on bil zadolžen, da je s konjami po noči tja Brazvanje vozil. Jaz sem odkrila, da je tam 18 gre tistih luknj, velikih, 18 jih je, ne samo ena. Jaz sem od kraja, ko sem šla tudi tja iskat, ne, sem samo 3 videla. Sem tudi tam grmovje porezala, pa to ne, pa zdaj vsako leto tam rožice, pa svečke prižgem, ne, za dan mrtvih, pa še čez leto včasih grem tja. Ne, ni bil drugi motiv, to je bilo samo to, ker je pač tisto rekla. Te so pač zajeli vse tote, ne, takrat so še bili, ne. Kako ste potem z mamo živeli naprej? Ja, mama, ker mama je hodila najprej na prisilno delo v Luftberg fabrik, potem pa je hodila k Erliku, tam pa je bila v špolariji, ko je, kako bi rekla, ne znam vam drugače povedati, je rekla v špolariji, da je tiste veliko špulo popravljala blago noter, ne. To je bila tekstilna tovarna, ne. Kako je bilo potem z mamo, omenili ste, da je bila tudi v Reichenburgu zaprta mama? Ja, potem je, po tistem je pa mama, se spominjam, dostikrat, no, da je takoj še to minilo, pa ne vem, to pa res ne vem, kdo je to naštimal, kak je to bilo, da je mama morala, moja mama je sicer bila šivilja odej, ne, tovarna je hodila, Erlich je hodila, imam tudi dokumentacijo, vse vam lahko prinesem, še od tovarne Erlich pa Luftwerk fabrik, pa to vse imam dokumente. Poleg tega pa se je izučila šivanje odej, ne, to, vete, tako prav, ni bilo včasih tovarniških, da bi v tovarnah šivali odeje, pa je mama se izučila, imam še danes šroben, bi si rada doma napravila taki mali muzej, da bom tisti šroben lepo na častno mesto dala. Ker sem mogla dostikrat včasih pomagati, dostikrat tisti šroben nest, ko je šla kam odeje šivat. No, to se je izučila odeje šivat, potem je dobila za to roko, je dobila odškodnino, pa tudi je dobila po prvem možu pokojnino, ker prvi mož je pa bil lončar in pečar, tisti pa je v vojni, ko 41. leta umr. Tako se je potem mama preživljala, to odškodnino je dobila, pa odeje je šivala. No, potem pa je bilo tako, ko sem že jaz bila, te je včasih rekla malo večja, pa ko sem že govorila, te pa vsak moški, kjer je nasproti prišel, pa sem rekla, ata, ne, te pa je rekla, te se bom pa še enkrat oženila, če bo kjer prišel. In potem se je poročila, pa sem te imela očima, ne. Ta očim pa mi je zdaj hišo pa zemljo Broško, tam, kjer zdaj živim, mi je kupil hišo pa zemljo. Sta že oba pokojna. Ja. In je bila potem mama zaprta? Ja, to pa je bilo tako. Mama meni tega nikoli ni povedala. To pa mi nikoli ni povedala. Samo se spominjam, kadar je, pol se je že počasi moka dobila,
No, tu še ena zgodba tudi, da ne bom pozabila, spomnite me vi o Odeji, moram nekaj še povedati. Ko je mame enkrat ni bilo doma. Zdaj pa, mi smo tisti na Studencih, v moji rojstni hiši je bilo 5 strank. Mame ni bilo doma in jaz sem jokala. Mame ni. In so me stranke pazile, mene. Enkrat me je ena prišla tolažit, drugič druga, malo me je kave prinesla, pač kaj je takrat, če ni bilo hrane toliko, ne, pač kaj so imele, to so prinesle. Ja, in ja, mama, jaz pa jokala, ki je mama? Pa me niso mogle potolažiti. One so govorile, da je mama šla Odeje šivat. Jaz pa gledajte, tudi ko sem bila 5 let stara, se spominjam, da sem bila že toliko pametna, pa sem rekla, ni res, mama ni šla Odeje šivat, ker je tam šrogn. Ker brez šrogna ne bo šla Odeje šivat. To sem vse natančno vedela, tudi jaz znam šivat, sem se naučila potem, ne. Ker brez tistega šrogna ni mogla šivat. Edino potem, da bi se reklo poheftala okrog, ne, tisto je lahko z roko, ne. To vse posod sem vzela zraven, da je kam šla šivat Odeje. Pa sem jokala, ne, ni šla Odeje šivat, ker je šrogn, tam je šrogn, mama ni šla Odeje šivat. Ni pa mama meni tega povedala, da je morala v Reichenburg v taborišče hoditi. Se pa spominjam dostikrat, ko je včasih, ki je dobila malo kakšne bele moke, pač kaj je dobila, pa je spekla tisti rozino kruh, ne. In jaz sem to takoj vedela, da gremo v Reichenburg. Tam pa je bila čokolada. Koliko pa mi je znano čokoladnica, ne. In te pa smo tisto, dolgo sem še imela to, tiste, ko je bil Reichenburški grad gor naslikan, ne. Tiste čokolade toliko, da me je potolažila, ne. In jaz, kak je pekla tisti kruh, sem jaz vedela, da gremo v Reichenburg. In sem se veselila, ne. Pa se spominjam, da smo enkrat, še tako, kak je zdaj, neurejeno vse, ni bilo, je šoder kamenje, taka slaba cesta, nič luči, nič. Smo tam gor šle, pa je bil enkrat en uradnik, pa je rekel, drugič pridite brez otroka. Ne? Jaz pa sem celo pot po vlaku govorila, mama, zakaj moraš ti sem hoditi? Pa saj vidiš, da smo šle po čokolado. To pusti, to se ne nasekiraj, to ti gospod je pač nekaj rekel, ne. Ampak jaz sem, hvala Bogu, imam toliko dober spomin. Jaz sem vedela kot otrok in potem se drugič me niso več mogli potolažiti, sem vedela, da je mama mogla tja hoditi še. Zakaj pa je morala tja hoditi? Mogoče, da jim ni uspelo, da je šla v Dachau, pa je morala še tja hoditi. To pa me preveč vprašate, to pa jaz ne vem. In jaz sem zdaj, ko sem to zadevo o očetu raziskovala, sem tudi nekako prišla do tega, ne, Reichenburg, da je mama, ne vem, in sem pol šla enkrat, se pelala z vlakom dol, pa sem povedala gospe Irini Firstovi. Našla pa sem nekih dokumentih, sem našla doma tudi, da je hodila v Reichenburg v tisto tam politična zapornica, kaj je nekaj pisalo, ne. Ja. Ampak je šla za daljši čas, ali je bila prav zaprta tam, ali je šla občasno? Občasno. Zato, ker če se mene ni upala samo vzeti, da ne bi smela tam biti, kak ne, se pravim. To je bil en moj iz otroških let, tisti grozni spomin, da mame nikjer ni bilo. In so mi govorile, ja pa jaz sem pa htela, vidite, hvala Bogu, da sem bila že kot otrok tak, da nisem jim verjela in sem šla k vsaki stranki v stanovanje gledati v sobo, v kuhinjo, v klet. Vse posod sem šla gledati drvarnico, ki je mama. Ne, niso me mogle prepričati. Niso me mogle. Šla sem gledati, vse to so mi dostikrat stranke pozneje pol še pripovedovale. Da so že tako vsi umrli. Ja.
Niso me mogle prepričati. In mama vam o tem ni nikoli govorila? To pa mi ni nikdar povedala, da je hodila v Reichenburg, da je morala tam biti v zaporu, kak ne. To pa mi res ni nikoli. Mogoče mi še kaj drugega ni povedala, ne vem. O očetu je pa rada govorila. To. Tam smo šle, sem imela dedeka v Kamnici, Ivan Denc se pisal v Kamnici pri Ravnjaku, Ravnjak Ivan je sprejel mojega dedeka, je bil na stanovanju, pa smo morali iti čez Brod. Je bil Koblarjev zaliv, ko je ena gospa Koblar vozila čez Dravo Brod. Ta Koblarjeva je tudi vozila vsa 4 leta vojne, vse te Lacko odred, Tomšičevo brigado, Pohorski bataljon, Šercerjevo brigado je prevažala s istim Brodom čez Dravo, ne, in sta si z mojo mamo bile zelo dobre prijateljice, tudi jaz sem šla njej potem za pričo. Kaj sem hotela reči, no in mi smo pač morali bi iti čez ta mali most, ne, tega novega še zdaj ni bilo, čez mali most, tam je bilo malo dalje po Koroški cesti, te pa smo šli dostikrat z mamo čez Brod. In tu, ko se gor pride od Mariborskega otoka, je dostikrat, ko smo šli, jaz sem zelo rada šla to k dedeku, smo šli večkrat. Pa me je tako dostikrat stisnila, to sem še hčerki pripovedovala, pa zeto, tako stisnila pa rekla, ti mojo poljsko seme, ti mojo poljsko seme. To je dostikrat tako naredila, če je bila dobre volje pa za praznike pa. Ja, tako, to je bilo dostikrat. Dosti pripovedovala o očetu. Vi imate priimek po mami? Ja. Zdaj po očetu, pa veste, kako je bilo očetu ime in kako se je pisal? Vladislav Zombek. Je bil. Ja, veste kaj, zdaj pa še to. Ko sem jaz raziskovala, ne, pa, ker je bil oče na železnici skupaj s temi 38 Poljakami tam zaposlen, tovarna železniških vozil Boris Kidrič, pa sem potem mi je ta ena gospa rekla, veš kaj, idi ti v tovarno, mogoče pa je tam njegova delovna knjiga. In je bila, ampak mi je niso hteli dati. Ne. Še zdaj imam, a sem pospravila tisto, en moj, ki smo skupaj odraščali, je bil tam v službi, komercialist je bil, ali kaj, pa je enkrat k meni prišel, imam koze doma, pa sem mu kozlička dala, pa sem rekla, veš kaj, Poldi, ti si Boris Kidrič v službi, daj ti meni povej, kaj bi bilo možno, da bi še tukaj bilo od vojnih časov kaki arhiv. Pa je rekel, veš kaj, tu imaš mojo vizitko, pridi jutri, pa ti bom pokazal, pa boš šla v skladišče dol, tam v kletne prostore, pa ti bo ona, gospa Jerica, kak je bilo ime, ti bo pa to dala. Jaz vsa vesela, grem na kolo, se peljem iz Rožpoha na Studence v to tovarno, sem se še v pisarni prej pri tem Poldeku oglasila, sem rekla, Poldi, te pa jaz, je rekel, veš kaj, idi sama, je šel še tak z mano tja, da je tisti Jerici, pa je te, ona šla potem z mano, je imela tako škatlo, ne, in je napisano bilo 41-45. Pa je našla knjigo mojega očeta. Dala mi je pa ni. Ni mi htela dati. Zdaj, vete, če bi to bilo danes, bi jaz to malo drugače energično postopala. Samo vedela sem iz maminega pripovedovanja, da je 1912. leta bil rojen. To je pa tudi vse. Knjige mi pa delavske niso hteli dati. To sem bila zelo jezna, žalostna. Ne vem, zakaj to ne dajo. Jaz mislim, da še imajo zdaj na muzeju v Mariboru. In kako ste vi šli po poteh, da ste našli svojega očeta, grob njegov? Tisto pa mi je ena gospa, ki je bila takrat v šoli, ne moja krstna botra, ena druga šolska sluginja, ki je tam kuhala, sem se enkrat jaz jokala, ona se je jokala zato, ker so ji hišo podrli za ta Koroški most, pa smo se drugo tolažile, pa sem ji povedala toto zadevo in mojo mamo poznala tudi
In je rekla, veš kaj, meni so tam zdaj hišo dali na livadi tam pod Pohorjem, pridi ti jutri, ne vem, kje smo se še nekje srečale, in smo se zmenile, da pridem tja. Jaz sem tja prišla in ona mi je grob pokazala. Prej pa jaz nisem vedela, tudi mama ne, noben ni vedel. To je bilo vse tiho, vse zakrito, nihče nič ni vedel. To je bilo vse trnje, okrog šuma rastla. No, zdaj so malo počistili. Tam pa me, tako sem se zlomila, da sem se na tračnice vlegla in sem se tako hudo jokala. Bom tudi mogoče danes pa drugič jokala, ker ne zmorem biti, je bilo zelo hudo. Sem jokala pa rekla, ljubi Atek, po teh tračnicah so te pripeljali iz Rusije, tu Maribor, nisem zmogla več vedeti, tam sem malo, ne vem, sem bila celo mogoče nezavestna, vem, da sem obležala tam, torbico, kolo sem imela, tako me je zlomilo, nisem mogla, tam me je zelo zlomilo. Te sem se pobrala, pa sem si te stvari moje na kolo zdevala, pa šla potem domov, ampak kaj vam ne rečem, težko je bilo, odkrivanje sledi.